A je Bogu res mar za nas? Mogoče se sprašuješ, ali sploh obstaja Bog. Mogoče pa je danes čas, da preskočimo to vprašanje in se lotimo zelo konkretnega vprašanja, ali je Bogu mar za nas. To je zelo težka tema, saj velikokrat ne znamo komunicirati in se pogovarjati drug z drugim. Kaj šele, da bi komunicirali, se pogovarjali z Bogom oziroma se zavedali, da je Bogu mar za nas. Razmišljanje, da je Bogu mar za nas, nam lahko daje občutek, kot da se zaletavamo v steno. Če nimamo nobene izkušnje z Bogom, da bi nam pomagal ali odgovoril na naše molitve, ali pa smo mogoče razočarani nad cerkvijo, potem je to lahko grozen občutek, ki nas samo odbija, da je Bogu mar za nas. Še posebej, če smo imeli slabo izkušnjo z nekom, ki je trdil, da je kristjan, da veruje Boga, tudi nas je popolnoma razočaral, se lahko kaj hitro to razočaranje prenese tudi na Boga. Zaradi določenih doživetij z ljudmi, okoliščinami ali cerkvijo lahko imamo popolnoma napačno sliko o Bogu. Na žalost si moramo priznati, da smo tudi mi večkrat hladni, sebični, otopeli, ranimo drug drugega in si v življenju postavljamo mnoge zidove, kjer več ne slišimo in ne vidimo drug drugega. Potem je naslednja faza moče samo še eno. Prepričanje, da nikomur ni mar za nas. Noben človek ni popoln, noben starš, družina ni popolna. Zato se prizadanemo in vidimo na koncu mogoče samo še slabo drug o drugemu. Vse to pa še pletemo Boga in mislimo, da je tudi On takšen. Pustimo zdaj to temno plat naših porušenih odnosov in nezaupanja. Napravimo korak vere. Želim spoznati Boga takšnega, kot On je. Kajti naša predstava o njem je velikokrat popolnoma drugačna od resnice. Sveto pismo nam govori o Bogu, da je popoln, želi skrbeti za nas. On vedno vzgaja z ljubeznijo. On je zvest, radodaren, ljubezniv in pravičen, ter hrepeni po tem, da bi preživel čas z nami. Naš Bog želi, da sprejemamo njegovo ljubezen in spoznavamo, da smo posebni in edinstveni v njegovih očeh. Ja, mogoče se to sliši tako osladno, plastično, pravljično, neresnično v tem svetu mnogih zavrnitev. Verjetno se porajajo prav zdaj različne misli, dvomi, strahovi, upor, da bi sploh poslušali še naprej. Ne obupajmo. Poglejmo nekaj Jezusovih besed, za katerega pravi Sveto pismo, da je prišel spregovoriti, kakšen je Bog. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Bog je in še vedno govori skozi svoje služabnike. Kdo je On? Kaj ima v načrtu za naše življenje in podobno. Toda popolno razodetje, kdo je Bog, kaj želi delati v našem življenju, je prinesel in razodel
sam Jezus. Jezus razodeva Božje očetovsko srce. Poglejmo, kaj je povedal ob neki priložnosti. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Jezus tukaj govori o molitvi, ki je vztrajna, zvesta do konca. Spregovori o času, ko bodo mnogi izgubili vero, moč molitev in zaupanje v Boga. Omenja sodnika, ki je bil aroganten, poln sebe, saj se ni bal Boga in se ni menil za ljudi. Lahko bi rekli, da je bil človek, ki je imel oblast, ni pa imel usmiljenja. V tem bistvu se od takšnega človeka ne more pričakovati enega pravičnega razsojanja. Potem Jezus spregovori o vdovi, ki je bila samo ranljiva in ni imela nikogar ali nobene podpore od drugih. V prid je bila njena vztrajnost in pravica. To je bil ključ do odgovora težav, s katerimi je prihajala k sodniku, dokler ji ni pomagal in rešil njeno situacijo. V drugem delu pa Jezus celo zgodbo usmeril Boga. Koliko bolj bo on, ki je pravičen, dober, ljubeč, pomagal tistim, ki noč in dan pijejo k njemu. Potrebno je poudariti še nekaj zelo pomembnega v tej priliki. Čas. Že na začetku pove Jezus, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Potem je omenjena vdova, ki je svojim prihajanjem dobesedno nadlegovala, mučila sodnika. Ob koncu pa Jezus še poudari, mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan pijejo k njemu. Tukaj je govora o času, ki ga je vdova porabila za iskanje rešitve. Jezus v tej priliki da poudarek na čas, ki ga naj posvetimo skupaj s svojim Bogom, iskanje njegove pomoči in odgovora v naših situacijah. Čas, ki ga namenimo za molitev, pogovor z Bogom, nam omogoča, da spoznavamo, kakšen je Bog, kakšen je njegov načrt za naše življenje, kaj je najbolj pomembno za nas, kako se lotiti določenih težav in tako dalje. V bistvu nam ta prilika tudi zelo jasno pove, da ima Bog vedno čas za nas, da smo dragoceni v njegovih očeh in mu je zelo mar za nas. Vidi vse naše načrte, potrebe, stiske in nam želi pomagati. Za nas pa je pomembno, da si vzamemo čas zanj.
Seveda, nas Bog v to ne bo prisilil, ampak nas Jezus spodbuja. Želi motivirati, da smo naj kot ta vdova, ki je uspela pri arogantnem sodniku, koliko bolj bomo mi uspeli pri našem pravičnem Bogu. Za konec lahko preberemo še nekaj spodbudnih besed, da je Bogu mar za nas. Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti. Slavljen Bog, očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Vse te besede govorijo, da je Bog usmiljen, milostljiv, dober, tak, ki nas želi tolažiti in ne pozabi na nikogar. Tudi če nas zavržejo lastni starši ali drugi ljudje, Bog nas ne bo. Če imaš priložnost, si mogoče prav zdaj vzami nekaj trenutkov za čas z Bogom, molitev, vse to, kar si slišal, predaj v iskreni molitvi Bogu. Prosi ga, da ti pokaže, razodene, spregovori, kako zelo mu je mar za tebe. Amen.